Dober večer, dragi gledalci in drage gledalke. Lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Aktualno. Ker 7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja, smo se mi v nocojšnji oddaji lotili posebne teme. Ne bomo govorili prav o kakšnih posebnih boleznih, nekoliko tudi, vendarle pa se bomo bolj posvetili humanitarni medicinski odpravi v Papua Novo Gvinejo leta 2013 in z nami je članica te odprave, Eta Mijoč, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Eta, kot sem rekla, ste se vi odpravili skupaj še z nekaterimi člani te odprave v Papua Novo Gvinejo na medicinsko-humanitarno odpravo. Ker je Svetovni dan zdravja, se mi je zdelo prav, da nekoliko besed tudi v naših oddajah namenimo temu, da je zdravje pomembno, da bi moralo biti vsem enako dostopno. Včasih se nam zdi, ker imamo vsega dovolj na voljo, zdravje tudi samoumevno. Mi bomo danes predstavili to vašo humanitarno medicinsko odpravo, to vašo izkušnjo, pa da najprej narediva en uvod. Zakaj ste se odločili, da greste na to odpravo in mogoče tudi zakaj prav osebno vi? V bistvu to je bila moja velika želja že od samega začetka študija, ko sem spoznavala starejše kolege, njihove osebne zgodbe ali pa mogoče zgodbe tistih skupnosti, ki so jih na ta podoben način kot humanitarna medicinska odprava obiskali. Sem si tega zaželela, nekako biti na tistem mestu, v tistem trenutku, ne razmišljati o nekih vsakdanjih skrbeh, ki se nam zdijo zelo pomembne, ko smo tu v Sloveniji. In potem smo se pač našli štirje podobno misleči. Smo začeli zbirati sredstva in zadeva se kar odvila. Seveda se nismo v bistvu sami tega na novo spomnili, pač vse skupaj potekalo v okviru sekcije za tropsko medicino, ki nas je na to tudi malo pripravila, ne pa v takem obsegu, da bi bili lahko pripravljeni na vse, kar nas je tam čakalo. Res je, tako kot ste rekli, da bi moralo biti zdravje vsem dostopno. V bistvu, ko smo tu, se ne zavedamo, kaj vse imamo na voljo in po drugi strani, kaj vse bi lahko bilo drugače, če bi vsak zase drugače poskrbel ali pa če bi mu bile neke naravne danosti bolj na voljo. To so pač stvari, ki so me pritegnile in v bistvu nepozabna izkušnja. Zakaj pa ravno ta država, kot ste rekli, so to že odprave, nekaj vas pripravijo tudi na fakulteti, vendar ste se morali tudi, kot ste sami rekli, pripraviti, tudi verjetno preden greš v državo, ki jo ne poznaš sistema, se je potrebno dobro tudi pozanimati o zdravstvenem stanju. Sama odločitev o tem, da gremo na Papuo Novo Gvinejo, je v bistvu bila, kako bi rekla, spontana, preprosta na ta način, da je pač Papua vseeno nekoliko pozabljena izmed vseh držav, kamor se ostale odprave odpravljajo, se pravi, vsi ostali hodijo v Afriko, mi smo bili na Papui, to je dejansko otok v Pacifiškem oceanu nad Avstralijo. Vsi, ko smo prihajali nazaj, so nas spraševali, kako je bilo v Afriki, pač to ni Afrika in je v bistvu res oddaljena. Zdelo se nam je, da ljudje tam potrebujejo pomoč in ko smo bili tam, smo videli, da res dejansko naša prisotnost, kako bi rekla, preventivna vzgoja osebja in tako naprej, so pustili nek pozitiven vpliv. Tako da nam ni žal za to, da smo se odločili. Je pa res, da se odprave na splošno malo odločajo za to destinacijo. Država velja kot nevarna država, v bistvu posledica dejansko slabe izobraženosti, slabega socialnega statusa in dejansko ljudje tam morajo preživeti z manj kot $1,5 na dan.
Kot sem rekla, ste se morali tudi vi pripraviti, pozanimati, izbrskati vse informacije o državi, tudi njihovi kulturi, načinu življenja. Ste se kdaj potem tudi srečali, kot ste rekli, da velja za nevarno državo, tudi s kakšnimi nevarnostmi? Res je, da smo bili precej previdni. V glavnem mestu Port Moresby smo bili na ta način previdni, da po noči nismo okoli hodili, da smo se vseeno nekako držali notri, no, ampak vseeno tam, kamor smo šli pa potem kasneje, kjer smo delovali, to je bilo višavje Papue Nove Gvineje, kamor smo zopet leteli. Na splošno velja, da so ljudje med seboj precej, kako bi rekla, agresivni v smislu nekega prepira in potem kar letijo mačete in take stvari. Ampak mi sami smo se počutili izjemno varno, vzeli so nas za svoje in ogroženih se res nismo nikoli počutili. Kakšno znanje ste morali tudi, kar se zdravstvenega področja tiče, pridobiti recimo tudi o boleznih, ki so tam, tudi o zdravilih, ki jih tam uporabljajo, če jih imajo? V bistvu to znanje so nam pomagali pridobivati, kot sem rekla, na infekcijski kliniki v sklopu sekcije za tropsko medicino. V bistvu največ tega je bilo na račun infekcijskih bolezni, se pravi, potem smo videli dejansko tudi, da smo imeli ogromno opravka z spolno prenosljivimi boleznimi, tuberkulozo, v bistvu boleznimi, ki so pri nas že nekako tudi pozabljene zaradi osveščenosti in dostopnosti terapije. Tako da nekako smo se pripravili na to, pred nami je tam že bila odprava oziroma celo 3 in s tisto, ki je bila eno leto pred nami, smo veliko govorili o tem, kako, kaj ima smisel nositi sabo, česa ne, ker so pač stvari, katerim se nismo niti posvečali. Recimo za primer povišan krvni tlak, visok holesterol, stvari, ki so v Sloveniji oziroma Evropi ali kakorkoli razvitem svetu. Vsakdanji kruh farmacevtske industrije, s takimi stvarmi se nismo ukvarjali, ker so to dejansko zdravljenje na dolgi rok, mi pa smo se ukvarjali z nekimi aktualnimi problemi in hitrimi rešitvami, no, da bi tako rekla, pa potem vzgojo, ne, ker dejansko neka terapija na dolgi rok tudi v smislu kompliance ne bi bila ustrezna, no. Eta, pa da zdaj malce predstavi vašo odpravo, kdo ste bili člani? Takrat, ko smo se odpravljali, smo bili to Saša Vipotnik, ona je bila takrat še študentka proti koncu, Bilka Strel, po končanem strokovnem izpitu, trenutno zdravnica družinske medicine, in pa Rok Šumak, tudi zdravnik, specializant družinske medicine, pa jaz kot v bistvu diplomantka medicinske fakultete pred pripravništvom. Vsi smo bili približno podobno naravnani, želeli smo si novih izkušenj in pa pomagati oziroma narediti vse, kar je bilo v naši moči. Verjetno ste se morali dobro pripraviti, tudi kar se opreme tiče, kaj boste nesli s sabo. Zbirali ste tudi sredstva pred vašo odpravo? Ja, tako. V bistvu vse skupaj je bilo res na prostovoljni bazi. Večina takšnih odprav se v bistvu začne z zbiranjem sredstev ukvarjati že kakšno leto prej. Mi smo začeli malo kasneje. Postavili smo internetno stran, pojavili smo se tudi v vaši oddaji. Potem ena izmed članic odprave, Saša Vipotnik, ima glasbeno skupino Neomi in smo organizirali koncert v Kinu Šiška kot dobrodelni koncert. Napisali smo tudi knjižico za popotnike, prodajali smo majice in pa pošiljali
prošnje za prostovoljne donacije. Dejansko smo bili po eni strani zelo prijetno presenečeni nad odzivom popolnih neznancev, ki so nam donirali na naš račun, po drugi strani pa recimo tisti, na katere smo računali, so ostali tiho, tako da v bistvu tudi s tem smo pridobili take dragocene izkušnje s samim zbiranjem sredstev dejansko. Kakšno opremo ste potem nesli s seboj? Mi smo ugotovili, da za opremo dejansko nam bo ostalo res malo prostora, oziroma bi lahko rekla, da smo za svojo lastno prtljago imeli približno 10 kilogramov, se pravi, oziroma 10 litrov volumna, kakorkoli. 23 kilogramov na vsakega, se pravi 13 kilogramov zdravil in sanitetne opreme, se pravi sterilni material, nujne kirurške v bistvu zadeve, v smislu niti, skalpelov, takih stvari, pa tista nujna zdravila, ki so rekli, da jih bomo tam potrebovali. Se pravi, res smo se usmerili nobenih nepotrebnih stvari, nujno, mislim, zelo, ali kakorkoli bi temu rekli, so bile naglavne lučke, naš zvesti spremljevalec, v bistvu stvari za vsakodnevno preživetje. Tam smo dejansko živeli praktično brez elektrike. Sončne celice recimo, zapolnjene telefonov, tablic, ki so nam prav prišle, v smislu literature, ki smo jo potrebovali. Tako naprej. In potem, ko ste prišli v Papua Novo Gvinejo, kakšen je bil recimo prvi stik, ko ste prišli tja, ko ste se srečali z domačini? Prej ste že dejali, da so vas lepo, toplo sprejeli, pa je bilo sprva mogoče ta distanca, ko ljudje ne poznajo, vi ste vseeno bili drugačni, bili ste tujci. Je bil ta odnos mogoče sprva malce nezaupljiv? Glede na to, da smo se odpravili prav v isto vasico, v kateri so pred nami že bile odprave, moram reči, da so nas res toplo sprejeli. Večina jih je vedela, kaj lahko pričakuje od nas na podlagi preteklih izkušenj, in dejansko je bil njihov sprejem res topel. Ni bilo zdaj to, ne vem, kakšno gostoljubje. Dejansko, ko smo prišli, sploh niso vedeli, da prihajamo. Njihova komunikacija je res slaba, ampak ko smo se enkrat nastanili, je zadeva hitro stekla. Takoj smo se povezali z lokalnimi, kako bi rekla, tudi vračino, čeprav tega dejansko skoraj da ni več, ampak dobili smo dobre prijatelje, učili smo se drug od drugega kuhati, pripravljati hrano in pa potem seveda izmenjava izkušenj v smislu strokovnih medicinskih izkušenj. Se pravi, ljudje so, nekateri otroci so bili zvedavi, sploh tisti, ki še niso videli belcev, ampak v bistvu v končni fazi so nam vedno sledili, skupaj smo se igrali. Prijetno je bilo res. Kakšne pa so bolnišnice tam, če so? Prebrala sem, da je dostop do njih, ker živijo v težko dostopnih delih, otežen, in pa da le 12% ljudi ima sploh dostop. Ja, v bistvu, kar se tega odstotka tiče, gre v bistvu za procent prebivalstva, ki živi v mestih in ima dostop do bolnišnic, ki so recimo, tako kot da bi rekli, da je bilo pri nas pred 50 leti, v tem smislu bolnišnic, in tam je dejansko oskrba dobra. Preostalih 88% ljudi pa živi v goratih, neposeljenih predelih, v bistvu to so plemenske skupnosti. Tam, kjer smo delovali mi, smo dejansko s tisto bolnišnico, ali kakor bi se temu reklo, zdravstveno postajo, pokrivali približno 20,000 prebivalstva. Dejansko smo imeli stika s precej manj ljudi, ker je pač oddaljenost taka, da zato, da so prišli do nas, so morali prehoditi od, ne vem, 6 do 48 ur tudi. Prevoznih sredstev dejansko ni. In tam, kjer smo sami delovali,
je bil le kompleks, plehnata zgradba, če se tako izrazim. In to so dejansko postavili Avstralci kot neka kompenzacija za to, da izkoriščajo naravne dobrine na Papui Novi Gvineji. Oni bi morali tudi skrbeti za zdravstveno oskrbo, ampak dejansko tam ni nikogar. Delujejo sicer medicinske sestre. Če si predstavljate, njihova izobrazba je, morda se izobražujejo 14 dni vsega skupaj in potem dejansko preko lastnih izkušenj se učijo in zdravijo v bistvu te ljudi. Na ta način smo mi skušali oskrbo izboljšati, da smo delali skupaj z njimi, jim dajali navodila, razlagali ali pa vsaj zgled za mogoče boljšo medicinsko prakso. Skratka, že zdaj, ko vas takole poslušam, izredno pestra, zanimiva izkušnja. Kakšna zdravila pa recimo sploh imajo tam, jih uporabljajo, poznajo? Je to večinoma bolj tisto, kar najdejo v naravi? Dejansko preskrba zdravili nekakšna je, se pravi, so dobrodelne organizacije, ki tja pošiljajo recimo izključno zdravila. To so včasih tudi antibiotiki, ki se v razvitem svetu že dolga leta zaradi svojih stranskih učinkov sploh ne uporabljajo, kar je res malce žalostno. Drug problem pa je to, da dejansko zdravstveni delavci tam ne vejo, kako bi jih na pravilen način uporabljali, oziroma jih pač nekritično uporabljajo. Se pravi, obstajajo antibiotiki, imajo, recimo ena izmed dobrih stvari je, da imajo tudi recimo hitre teste za okužbo z virusom HIV, in takoj, ko nekoga najdejo, se pravi, da ima pozitiven rezultat, ga usmerijo v ustrezno oskrbo. To je pač neka druga fundacija, ampak skrbi recimo izključno samo za to, medtem ko ostale stvari resnično niso pokrite. Stvari, ki pestijo recimo naše prebivalstvo, od gastroezofagealne refluksne bolezni, se pravi želodčno kislino, takih stvari, s tem se praktično nihče ne ukvarja. S tem smo imeli veliko opravka in v bistvu smo iz tistega, kar smo imeli tam na voljo, oziroma kar imajo oni ves čas na razpolago, skušali narediti nek protokol, da bodo potem oni ta zdravila znali bolj racionalno uporabljati oziroma bolj usmerjeno. No. Kako pa ste se pred boleznimi, prej ste že omenili spolno prenosljive bolezni, zavarovali tudi vi? Veliko ste delali verjetno tudi skrbjo, mogoče tudi s takšnimi pacienti, pa tudi mogoče pred drugimi, mogoče tudi kakšnimi naravnimi, recimo insekti ali kaj podobnega. Pred spolno prenosljivimi bolezni se nismo kaj posebej varovali, ker nismo imeli teh kontaktov. Ampak kar se ostalih stvari tiče, ja, bili smo previdni, delali smo v popolnoma sterilnih pogojih, kolikor se je pač to dalo, kar se tiče kirurške oskrbe z rokavicami. Dejansko sterilizirali smo vsa ta operativna polja z jodom, tako kot se to dela pri nas. Seveda pač pogoji v smislu prostorov niso bili optimalni, ampak vseeno, zdelo se nam je, da delamo dobro. Potem uporabljali smo maske, kar seveda včasih, recimo, ko sumiš, da gre za bolnika s tuberkulozo, navadna maska seveda ni dovolj, ampak dejansko na srečo nihče ni zbolel za kakšno tako boleznijo. Vemo, da pač cepivo ni 100% zaščita. V bistvu tam smo našli sam sterilizator, ki ga osebje ni uporabljalo, imeli so ga na razpolago, in potem smo jim recimo pokazali tudi, kako se to uporablja. Se pravi,
dejansko smo skrbeli bolj za varnost pacientov, naša lastna varnost pa pač v medicini včasih na stranskem tiru, ampak dejansko smo vsi ostali zdravi. Jemali smo pa antimalarično profilakso, no. To pa in dejansko ni nihče resneje zbolel zaradi česarkoli. Vodo smo si prekuhavali vsakodnevno, ker druge možnosti niso. Tam ni recimo flaširane vode ali kaj tak. Imajo pa Coca-Colo. Eta, kako je recimo potem izgledal vaš dan? Od kdaj ste delali v kliniki? Kako ste sprejemali paciente? Koliko jih recimo bilo, če lahko mogoče ocenite povprečno tudi na dan? Je v bistvu od začetka nekoliko manj, ker niso vedeli, da smo tam, potem pa vedno več. In nekako smo rekli, da je bil naš uradni ordinacijski čas zjutraj od 9 pa do 3, kar se tiče same ambulante, ampak dejansko za vse urgentne primere, kakršnekoli stvari, smo se zbujali po noči, preko vikendov, kadarkoli. In te zadeve oskrbeli. To je šlo predvsem v smislu nekih kirurških poškodb, poškodb z mačeto, padcev in takih stvari, pa tudi porodi, kakšni zapleteni. V bistvu so nas prebujali sredi noči. Razdelili smo se v začetku v skupine po 2, se pravi 2 sta delala v ambulanti, 2 pa na oddelku, ker smo si naredili tako improvizirano bolnišnico v prostorih, ki so bili tam že na voljo, in smo skrbeli za to, da so pacienti dobivali ustrezno terapijo, se pravi tudi intravenske antibiotike in take stvari, ker pač včasih, kljub temu, da smo sodelovali s sestrami, koga pač ni bilo v službo, no, in smo potem bili skozi dejansko dežurni. V bistvu ves čas smo bili na voljo, no. Pa se je mogoče zgodil kakšen poseben primer, ko vas je recimo še posebej presenetil, šokiral, ste se mogoče znašli tudi v kakšni zagati, da res mogoče čega zato še niste slišali, niste poznali, ali se je mogoče to dogajalo celo vsakodnevno? Vsakodnevno verjetno ne, mi je pa zdaj v glavo privrelo veliko takih primerov, ki so bili drugačni, na katere nismo mogli biti pripravljeni, in smo pač v smislu timskega pristopa in brskanja po literaturi in takih stvari nekako ponavadi prišli do neke rešitve. Večkrat smo seveda, tako kot je pri nas, ne, prideš do osebnega zdravnika in te napoti naprej, razmišljali o tem, kako bi kogarkoli transportirali v večjo zdravstveno ustanovo, ampak ker ta zdravstveni center oziroma bolnišnica nima svojega prevoza, je bilo to res, res težavno. Ko smo nekega dečka, ki je plezal in lovil drevesnega kenguruja, ob tem mu je na glavo padlo drevo in je v bistvu imel udrt, zlom lobanje, želeli premestiti na intenzivno enoto neke oddaljene bolnišnice oziroma pač najbližje, no. Smo se znašli v hudi zagati, potem nam je le uspelo. In ko smo izvedeli njihovo zgodbo, smo v bistvu ugotovili, da on je prišel tja, kjer bi to naj bila intenzivna enota. To je izgledalo tako, da so bili pacienti, ob njih so ležali svojci, brez monitorjev kakršnihkoli. In potem, ko je tam odležal en teden, so ga poslali nazaj domov, brez kakršnekoli terapije. Potem smo mi tudi malo manj razmišljali o kakršnihkoli napotitvah, nekateri so pa dejansko odklanjali kakršnokoli pot drugam. Rekli so pač, če vi ne boste oskrbeli naših ran oziroma pozdravili naše bolezni, ne želimo nikamor drugam. In ja, bili so zelo taki zanimivi, strašljivi tudi primeri, no, ampak smo se skušali z vsem tem spopadati. Ste pa prej omenili, če se poslužujejo tudi v bistvu zdravil iz narave.
v bistvu v ta stik smo tudi prišli, ko so dejansko recimo na opekline polagali zdravilne rastline in take stvari in smo jim pač pustili prosto pot, nismo se želeli pač mešati v to in zadeva je v redu učinkovala. No. Torej ste se tudi vi kaj naučili, kakšen nasvet, ne? Ja, mogoče za kako naravno zdravilo? Sicer so to stvari, ki verjetno se jih pri nas ne dobi, ampak nismo pa želeli narediti križa čez to, ker zadeve pač pri njih funkcionirajo kot funkcionirajo in mislim, da je prav, da se najde neka srednja pot med njihovim in našim prav. No, tako. Bi mogoče še kakšen primer, ko ste jih prej omenili, še, ne vem, nam zaupali, ki vam je še posebej mogoče ostal v spominu? Mislim, to so včasih kar težke stvari, no. Mogoče take zanimive ali pa drugačne načine obračunavanja imajo. Ne bi želela kogarkoli izpostavljati, ne, ampak vseeno bili smo res presenečeni nad njihovo kulturo. Ne vem, ko je sredi noči k nam pritekla mladenka, ki je krvavela iz glave, mislim, res huda krvavitev je izgledala v tistem trenutku. Sicer smo pa ugotovili, da je verjetno predvsem površinska, ampak povedala nam je, da sta se s sestro skregali, oziroma to so povedali tisti, ki so bili zraven, in jo je pač sestra mahnila s mačeto po glavi. Recimo take stvari, pa seveda druge, ki si jih težko predstavljamo, no, ampak mogoče so to stvari, ki bojo ostale bolj samo naše, ker se mi ne zdi prav, da bi jih izpostavljala. Zdravstvena oskrba, sem prebrala, je velikokrat odvisna bolj kot ne tudi od misionarjev. Na kakšnem nivoju pa se vam zdi, da je ta oskrba, če mogoče gledate tudi iz medicinskega vidika? Ja, dejansko po veliko plemenskih skupnosti se obrača na misionarje, tam, kjer pa smo bili mi, pa dejansko ni šlo za oskrbo strani kakršnegakoli misijona. In tam naj bi bila pač neka taka v bistvu državno zdravstvo, kakor bi se temu reklo. In res postavili so tisti objekt, zaposlili so, mislim, da kar celo 13 sester in enega v bistvu health extension officer po angleško, se pravi nekdo, ki recimo medicinske zadeve obvlada nekoliko bolj kot medicinska sestra. Ampak v realnem življenju je to izgledalo tako, da to je bil človek, ki ga nikoli nismo videli v 2 mesecih. Od 13 sester smo spoznali samo 4 in še one so hodile v službo tu in tam. Ena je bila res skozi tam in nam je tudi ogromno pomagala, se je tudi verjetno veliko od nas naučila. Se pravi, dejansko se lahko zgodi, da ima nekdo res hudo težavo, pa po recimo 6-8 urah hoda ne bo našel nikogar, ki bi mu kakorkoli znal pomagati. No. Pomembna, vemo, je vedno preventiva. In tudi verjetno vaša naloga je bila, da poskrbite, naučite, podate neko znanje tudi o preventivi. Ja, dejansko smo se temu tekom časa precej posvečali, ker smo videli, da veliko ljudi prihaja k nam s težavami v smislu kostno-mišičnih bolečin, bolečin v križu, v ramah in tako naprej. In zaradi tega, ker je pač njihovo delo tako naravnano, da recimo dvigujejo težka bremena, res ženske delajo hudo, težko delo, smo se
velikokrat ukvarjali s tem, da smo učili pravilnega vzdigovanja bremen v smislu fizioterapevtskih vaj in ljudje so bili s tem zadovoljni. Dejansko lahko bi jim dali zdravila pa rekli, pojejte vsak dan eno protibolečinsko zdravilo, pa bo zadeva boljša, ampak nismo videli rešitve v tem in potem s temi vsakodnevnimi vajami praktično vedno več se jih je udeleževalo. Se nam je zdelo, da smo naredili veliko, pa tudi vzeli smo si precej časa za vsakega, ki je prišel v ambulanto, da smo mu razložili vse v smislu prehrane, kar je bilo pač je zelo omejene možnosti, ampak recimo v smislu soljenja in takih stvari, karkoli veliko v smislu zdravega načina življenja, pa nismo mogli predavati, no, ker bolj zdravo, kot oni živijo, bi težko v bistvu kdorkoli živel, tako da se nam niti ni zdelo pošteno, da mi njim pridigamo o čem takem. No, to je bilo moje naslednje vprašanje, zdaj, ko ste rekli zdrav način življenja. Veliko se pri nas o tem govori, prej ste že tudi sami na začetku dejali, da teh modernih bolezni, ki so pri nas v Evropi, oni sploh ne poznajo, ker tudi njihova prehrana je verjetno bolj zdrava, recimo se zelo razlikuje od naše. Vemo pa, da je pomembna tudi higiena. Kako pa je s tem pri njih? Najprej mogoče nekaj o tem, o zdravem načinu življenja. Dejansko tam možnosti za nezdrav življenjski slog praktično nimajo. Obstajajo mini trgovinice, v katerih se da dobiti mleko v prahu, tu pa tam kak keks, kaj več pa ne, mogoče kakšne konzerve z ribami in to je to. Ampak problem je v tem, da dejansko na ta način se posluje z denarjem, tako kot je v navadi, pri njih pa je brezposelnost okoli 95%, se pravi, nihče nima denarja in ne kupuje v trgovini. Vse, kar tam raste, v bistvu lahko naštejem na 10 prstov, predvsem je to zelje, sladek krompir, iz palm delajo moko, pa tu in tam papaje, ananas, avokado smo tudi poskusili in dejansko za sebe lahko rečem, da nisem se še nikoli počutila tako zdravo, kot pa tam, ko nisem imela v bistvu stika z nikakršno predelano hrano ali s čim takim. Težko je bilo, no, včasih, ker pač se je naše življenje vrtelo okoli tega, kaj bomo jedli. Malo smo bili na trenutke obupali, ampak dejansko je bilo super. Videlo se je, da recimo oni niso narod, ki bi bil prekomerno prehranjen, ker niso imeli možnosti za to. Kar se pa same higiene tiče, pa bi lahko rekla, da v bistvu ne vem, če govorimo o umivanju rok in takih stvareh, mi nismo dobili občutka, da bi to kakorkoli vplivalo na neko večjo morbiditeto v smislu pogostejšega pojavljanja bolezni. Dejansko tam vsi hodijo bosi. Odpornost si predstavljam, da je veliko višja pri vsakem posamezniku, je pa res, da včasih recimo ravno ko pride do nekih ran, ki postanejo vnete in kasneje pač recimo pride do kakšne bakterijske kolonizacije, tam pa se pojavijo težave, no. Pač to smo skušali z antibiotiki oskrbeti, da bi jih pa prav učili o kakih takih ukrepih, se nam pa ni zdelo smiselno, ker živijo kot živijo in v bistvu za njih to v redu funkcionira. Za vašo hrano so skrbeli tudi domačini, so vam marsikaj pokazali? Pokazali so nam, kako naj si pripravimo hrano. V bistvu na posnetkih se vidi tudi v bistvu klasična priprava, temu se reče mumu
in sicer se skoplje luknjo v zemljo, naredi ogenj, na katerega se potem naložijo vulkanski kamni, ki absorbirajo vso toploto. To se potem vse odgrebe in v luknjo naloži hrana, ki je, mislim, to se res dogaja samo ob praznikih. Vso hrano si je potrebno pripraviti, se pravi, ko smo si zaželeli malo mesa, ker drugih virov beljakovin resnično ni bilo, tam je izjemno težko biti vegetarijanec, ker ne pokriješ osnovnih potreb po beljakovinah samo z ostalo hrano. In ko smo si zaželeli piščanca, smo šli po njega, dobili živega in v bistvu smo se mogli s tem sami spopasti, kar pač nismo pričakovali. So nam pomagali, ampak prvič, potem drugič pa tretjič pa ne, no, sej kaj več si pa tudi nismo mogli privoščiti, ker dejansko en piščanec recimo tam stane okrog 40 €. Torej ste tudi vi pridobili te čisto naravne izkušnje, ki jih doma verjetno niste, ne? Ne, in tudi jih verjetno nikoli ne bi. Predvsej prvinsko smo se včasih počutili, ja. Prej ko sem prebirala tudi vaše posnetke, ki ste jih napravili sami, mi je bilo zanimivo, da so vas naučili tudi, kako se naredi ogenj, kako ga čisto na naraven način lahko ustvarimo. Ja, to je bil v bistvu naš dober prijatelj, kateremu smo dejansko vsako jutro mi pripravili zajtrk, potem smo pa skuhali skupaj ponavadi večerjo. On je bil res poseben, poznal je vse trike narave, živel je v sožitju z naravo in od njega smo se tudi ogromno naučili. Včasih mi je kar hudo, ko pomislim na njega, velikokrat nas pokliče, telefoni so, ampak ne lovijo, interneta ni, on pa vem, da se odpravi na nek oddaljen kraj in pusti samo neodgovorjen klic, tako da se ga spomnimo. Tako da je ta vez je ostala. Izkušnje so bile pa definitivno zelo zanimive. Prej ste že nekaj povedali tudi o tem kompleksu, kjer ste delali, pa da zdaj mogoče malce več poveva tudi o tem, kje ste bili nastanjeni, pa kako je izgledala ta klinika. V bistvu to je bilo v neki pokrajini, ki se reče Višavje, vasica z imenom Pimaga. Ta kompleks je bil kar velik, dejansko prevelik za v bistvu okvir delovanja, no, ali pa za število zaposlenih. Ko smo prišli tja, smo bili zelo presenečeni, obstajala je celo soba za rentgen in neka ogromna aparatura, ki ni delovala. Odprava pred nami je tja prinesla defibrilator. Ko smo ga v bistvu hoteli preizkusiti, smo videli, da so podgane pojedle vse kable. Ko smo prišli, smo začeli čistiti, dejansko so bili povsod ščurki. Vse, kar so pred nami odprave pustile, je bilo uničeno praktično. In smo se res trudili, da bi nekako te zadeve spravili v pogon, da bi pač osebje, ki je tam, začelo uporabljati merilnike tlaka in se posluževati tega, kar smo prinesli s seboj. Pustili smo mi sami tudi stetoskope, ker niti tega niso imeli. In zdelo se nam je, da se zadeve odvijajo, no, se pravi v pravi smeri. Včasih je bilo težko, bili smo v bistvu brez vseh diagnostičnih metod. Edino naše orodje je bil termometer, stetoskop, pa merilnik tlaka. Ostalo je bilo pa, se pravi, vse prepuščeno naši klinični presoji. Ampak vedeli smo, da če recimo zadeva ne bi šla na boljše, da bodo ljudje prišli nazaj. In tisti, ki smo jih potem dodatno oskrbeli, nismo pa želeli recimo
pretiravati z antibiotiki, da bi recimo pokrili kar vse, kar nam je prišlo na pamet, samo zato, da bi zadeva recimo mogoče šla na bolje, ni pa nujno, da bi. Kako pa je potem tisto osebje tam obravnavalo, recimo paciente, kako so jih sprejeli, kako so jih pregledali, kakšen je bil ta način? Dejansko sama organizacija je tekla relativno dobro. Ponavadi, recimo polovico časa je bil tam nekdo, to niti ni bila medicinska sestra, ampak nekdo, ki je bil tam zaposlen in priučen za to, da je delal neko triažo, se pravi razporeditev pacientov, tistih, ki so sploh morali biti pregledani, in pa za tiste, ki je ocenil, da ne potrebujejo dejanske oskrbe, da njihovo stanje ni tako hudo. Potem so šli do medicinskih sester, nekatere so jih poslušale s stetoskopi, velikokrat je bilo pa tako, da recimo so rekli, kašljam, mislim, da imam malarijo, ali pa kašljam. V glavnem, problem je bil v tem, da so vsi po vrsti dobili praktično antibiotik, ki je bil recimo širokospektralen, popolnoma neustrezen, in je bilo včasih težko, ampak na podlagi takih primerov smo skupaj nekako šli skozi vse te stvari s sestrami, da smo jim vse zadeve razložili, da smo najprej delali recimo mi, potem pa one, pa smo bili mi zraven, pa smo potem naredili nekako kompromis, na kak način zdraviti koga, in napisali tudi neke protokole. V tem primeru recimo narediš to pa to, počakaš, potem pa mogoče naslednjič šele daš antibiotik, recimo. Kar se pa tiče drugih stvari, recimo porodov, ki jih sestre opravljajo same, se pravi za tiste, ki sploh pridejo do tja, ne, nekateri pač rojevajo doma. Tam smo se pa sami ogromno naučili. Smo pa v bistvu bili tudi zraven, ko je prišlo do kakšne komplikacije. Oživljati smo mogli enega novorojenčka. To so take hude izkušnje po eni strani, po drugi strani so pa sestre rekle, tega smo se zdaj od vas naučili, to bomo skušali vpeljati. Recimo hvala za to izkušnjo, no. Za nas je bilo pa tudi kar hudo. V bistvu. Sploh včasih je težko, ker si tam, nekateri očitajo, da v tistem trenutku, ko si pomagaš, potem te pa recimo eno leto ni ali pa ni nikogar, ampak po drugi strani se nam je zdelo, da s tem sodelovanjem smo vseeno naredili nekaj dobrega. Kakšno pa je bilo sporazumevanje? Vemo, da je jezik včasih lahko tudi ovira, če imam pravi podatek, je nekako 7 milijonov ljudi in več kot 800 jezikov. Ja, res je. V bistvu teh 841 jezikov je zadnji podatek, je posledica tega, da je država velika, ljudi je malo, vse skupaj so plemenske skupnosti, ki so oddaljene druga od druge. Gre za Pidgin English, ki v bistvu je kot nek uradni jezik, se pravi, to je že skupni jezik. Vsi ti ostali jeziki pa so odvisni od vsakega plemena posebej in so čisto drugačni. Problem je pa v tem, da niti tega Pidgin Englisha ne govori večina ljudi, no, ali pa predvsem starejši ne. Kot uradni jezik so v zadnjem času vpeljali tudi angleščino, ampak recimo približno 1/3 tistih, ki so prihajali k nam, je toliko govorili angleško, da smo se lahko sporazumevali. Ostali pa so prihajali v spremstvu tistih, ki so približno govorili angleško. No, proti koncu smo se pa tudi sami že priučili tistega njihovega Pidgin jezika in se nekako sporazumevali. Zelo zabavno je izgledalo,
ampak oni so razumeli nas, mi smo razumeli njih, nekaj osnovnih besed in ugotoviš, da v medicini ne potrebuješ drugega kot tistih nekaj besed, zato da lahko človeku pomagaš. Pa ste se naučili tudi kaj teh plemenskih besed, mogoče kakšnih izrazov? Ja, dejansko se besede mešajo med sabo, no, čeprav jaz mislim, da je vse to res v sklopu tega pidgin jezika. Zanimivo je, ker se prepleta recimo z angleščino, ampak vse je na način napiši, kot izgovoriš. Tako da v bistvu ena izmed takih besed zanimivih se mi je zdela windbox, se pravi po angleško pač škatla za zrak, to so pljuča po njihovo. House sick je bolnica, lick pain je malo bolečine in tako naprej, no. Ogromno je bilo takih besed, ki si jih hočeš nočeš zapomniš, mislim, da zavedno, ker so take prisrčne, no. Pa taki v bistvu bi lahko rekli dosti preprosti izrazi, ki lahko veliko povejo, ne? Tako. Prej ste že omenili tudi vaške vrače, tudi rekli ste, da nekako jih je vedno manj, ne? Ampak vendarle še vedno pa so prisotni in še vedno so, bi lahko rekla, tisti, ki dajejo potem neke nasvete, zdravijo te domačine. Ja, zdaj tam, kjer smo bili mi, so nam povedali, da je že pred nekaj leti tisti glavni vrač umrl in ga ni bilo, ampak v bistvu nas je vsa ta zadeva zelo zanimala. Zato smo tudi našega prijatelja vprašali, kako je zdaj s tem, če obstaja kakšen, in nam je povedal, da ja, da dejansko za svoje nasvete tam, kjer so, tudi zahtevajo plačilo med drugim, ampak imajo pa svoj pristop do tega. Če že ni recimo na voljo vaškega vrača, je pa mogoče kakšna stara ženica, ki ima svoje pristope, principe, in nam se je zdelo sicer malo smešno ali pa zanimivo, da bi bilo za poskusiti to, ko smo ga vprašali, kaj bi priporočal vrač v primeru, da nekoga boli glava, pa je rekel, ja, zelo preprosto, z majhno puščico bi te zadel v sredino čela, kri bi iztekla in v bistvu bolečine ne bi bilo več. V bistvu na ta način, no, zadeva tudi funkcionira. Mislim, da nekih drastičnih ukrepov ni več, no. Ampak v kakih res oddaljenih skupnostih, kjer še dejansko uporabljajo svoje tipične plemenske noše, pa so tudi te stvari še precej prisotne. Veliko ste se družili tudi z domačini, prej ste že omenili tega svojega prijatelja. Kaj ste se recimo tudi vi naučili o tej drugačni, zelo zanimivi kulturi? Mislim, res vse, kar smo doživeli tam, je bilo precej prvinsko. Ljudje so bili iskreni do nas, prijazni. Mi smo se tudi naučili sprejemati mogoče ta njihov drugačen odnos drug do drugega. Se pravi, pač zelo čustveno odreagirajo na vse, tudi včasih z nasiljem, kar se nam je, preden smo prišli tja, zdelo grozno in strašno. Se ne, da to kakorkoli podpiramo, ampak nekako drugače te stvari razumeš. In mislim, da je kot neka celota bila to res taka izkušnja, ki jo je težko opisati z besedami, no. Kaj pa recimo plemeni, ki še nosijo te svoje različne obleke, odprave, pa da mogoče tudi povemo kaj o njihovih obredih? Ja, dejansko mi smo imeli veliko srečo, da smo bili tam, ko je bil dan neodvisnosti. Se pravi, sama Papua se je odcepila od Avstralije leta 1975 in takrat potem septembra praznujejo
oni svoj državni praznik, zberejo se plemena iz različnih okolišev in potem nosijo te oprave, ki smo jih lahko tudi videli v posnetku. Gre v bistvu za nek preplet naravnih teh dobrin, ki jih najdejo v naravi, od rajskih ptičev, ki so posebej značilni za Papuo, ki jih si dajo v bistvu kar cele na glavo in jih nosijo v bistvu potem kot neke trofeje. Kar se pa tiče tradicionalnih nekih vrednot in običajev, pa še vedno recimo zanimiva stvar, ki tam še funkcionira, bride price, kar pomeni pač cena za nevesto. In povedali so nam, da dejansko to pomeni, da če nekdo želi neko mladenko, jo mora pri njenem očetu kupiti za recimo 20 prašičev in pa neke školjke, s katerimi so v starih časih nekako trgovali. Pač to res velja za ta ruralni del, no, ki pa je v večini. Dejansko misionarji, ki zdaj prihajajo katoliške vere, skušajo vse te običaje izriniti, kakorkoli, ampak ne vem, zanimivi so ljudje. Ko smo se pogovarjali, so imeli tudi zanimiva vprašanja. Ena taka stvar, ko smo se ob ognju pogovarjali in je ena sestra prišla do nas in je rekla: "A pa vi belci ste tudi tega mnenja, da vi izvirate iz človeka, mi črnci smo pa iz opice." In potem smo se malo zamislili in pogovarjali tudi o takih stvareh. Vprašali smo se, kaj so stvari, ki jih govorijo recimo neki drugi prišleki, ki jih hočejo spremeniti njihov pogled na življenje. Take stvari. Odkot pa oni recimo dobijo znanje? Kako je tudi recimo šolstvom? Otroci hodijo, obiskujejo, kje se naučijo, kje pridobijo znanje? Neke lokalne šole so. Trudijo se, da bi otroci v čim večjem številu obiskovali šole. Kar smo mi videli na lastne oči, je bilo, da včasih so bili v šoli, včasih so bili pred našim tistim objektom, smo se skupaj igrali. Ampak dejansko nekako država se trudi, da bi otroke spravila v šole. In takrat, ko smo bili mi tam, je ravno stopilo v zakon to, da mora vsak otrok v šolo, no, da starši, ki otroka ne pošljejo v šolo, so kazensko odgovorni. Kaj se v bistvu na tem spreminja, v bistvu bomo videli šele čez nekaj let verjetno, ampak ja, v šoli neki lokalni pa se trudijo za to, da bi otroci pridobili osnovno znanje, recimo angleščine in neke splošne izobrazbe. Ko ste se odpravljali na to odpravo, ste zagotovo imeli neka določena pričakovanja. So se ta izpolnila? Jaz lahko rečem za sebe, da sem pričakovala nekaj neznanega, novega in to se je definitivno izpolnilo. Nismo si delali ne vem kakih utvar o tem, kako bo čudovito in super, ker so bili tudi težki trenutki, ampak kot sem že večkrat omenila, te izkušnje res ne bi zamenjala za nič drugega. Lahko rečem, da so se pričakovanja izpolnila, da je prišlo s tem še veliko drugega in verjetno bi se kdaj v prihodnosti tudi vrnila ali pa šla nekako podobno destinacijo. Tudi sama izkušnja skupine kot take je bila, se mi zdi, da zelo pomembna. Včasih je težko funkcionirati v takem okolju, skupina 4, brez kakršnihkoli virov, elektrike, se pravi, da te karkoli lahko zamoti sploh, ves čas si skupaj, vse delaš skupaj.
To so stvari, ki si jih težko predstavljamo v današnjem času tu pri nas. Ampak smo zmogli in je bilo vredno. A ste, Eta, tudi vi imeli kakšne snubce, recimo, bili ste drugačni, zanimivi, bile ste nenazadnje tudi 3 simpatične punce, mlade? Da bi šlo tako daleč, da bi dejansko kdo upal pristopiti do nas, ne. Seveda so bili potem kakšni mladi, ki so nas skušali v ambulanti malo zapeljati, ampak dejansko so bili zadržani. Imeli so veliko spoštovanja, tako kot smo imeli mi, spoštovanje do njih, ampak vseeno mislim, da so čutili, da pripadamo res drugačnim kulturam in nihče ni bil na tak način vsiljiv. So se pa tudi tisti, ki so nam bili bliže, kdaj pohecali s kako tako stvarjo. Kako bi, če bi sploh lahko primerjali mogoče tudi sistem, tudi zdravljenje z našim, njihovim, nekaj zagotovo, kot sva že prej govorili, je pri njih glede tudi na prehranjevanje, na način življenja, na slog, drugačen od našega, mi pa jim lahko podamo znanje. Bi lahko rekli, da če bi se tukaj podala ta 2 svetova roke, da bi bilo včasih tudi lažje? Ja, brez dvoma. Mislim, že to, da v bistvu občutiš, kako je, če nimaš dostopa do vsega, kar ponuja recimo nek razviti svet, je ogromno, da se tega zavedaš. Pri njih seveda obstajajo težave v tem, da nimajo možnosti se sploh izobraziti, dobiti te širine, ampak vseeno, recimo prej sem rekla, da je velika večina brezposelnih. Vsi imajo dovolj za jesti, vse, kar potrebujejo, si sami pridelajo in so srečni v tem, kar imajo in s tem, na kak način živijo. Mislim, mogoče je dobra stvar tudi to, da ne vejo, na kak način živijo drugje, nimajo televizije, nimajo dostopa do zunanjih virov informacij, ne ukvarjajo se s takimi težavami, če bi se temu lahko rekle težave, in definitivno bi se mi lahko od njih ogromno naučili. Pomembno se mi zdi tudi to, da vseeno smo mi dobili neke take praktične izkušnje o tem, kakšne bolezni recimo se pojavljajo v nekih tropih in tako naprej. Vse več ljudi potuje tudi v take kraje, vračajo se z nepojasnjenimi stanji, boleznimi. Na ta način se te zadevi lahko povežeta. Definitivno se bi lahko drug od drugega še ogromno naučili. Zato se mi zdi, da je potrebno še naprej take odprave podpirati in da dejansko se dela dobro. Eta, če povemo zdaj mogoče, kaj vi počnete sedaj? Zdaj je že skoraj 2 leti od tega, kar ste prišli nazaj iz odprave, ste tudi zdravnica. V bistvu takoj po odpravi sem opravljala pripravništvo, potem sem pa začela specializacijo pediatrije in trenutno pač delam na tem področju. Sama izkušnja kot taka, recimo papuanska, mi veliko pomeni. Včasih je težko tudi pri nas, zaradi samih odnosov. V bistvu pri nas je odnos do zdravstvenega sistema precej mačehovski, vse je recimo samo pravica, in jaz črpam včasih energijo iz te odprave na ta način, da se spomnim, se nasmejim in pozabim mogoče na vsakodnevne težave, recimo, ki to sploh niso. Zdaj ste že podali nek nasvet, na koncu sem vas želela vprašati še, da takole zaokroživa oddajo.
če bi podali še kak nasvet, ki ste se ga mogoče tudi vi naučili, ga upoštevate, nekaj ste že povedali, mogoče še kaj? Če bi rekla čisto nasplošno, se mi zdi, da res za recimo svoje zdravje lahko vsak sam najbolje poskrbi z nekim pozitivnim odnosom do življenja in da se odpre svetu, no, ker v bistvu vrača ogromno. Tako, drugače pa delamo v zdravstvu in smo vedno na voljo za take in drugačne tegobe, no. Tako da mogoče se bomo še s kom kdaj srečali. Eta, hvala lepa, da ste to zanimivo izkušnjo delili tudi z nami, da smo, pa ne samo ob 7. aprilu, ampak tudi nasplošno opozorili na nekatere stvari, ki se jih mogoče včasih tudi same, ker so nam samoumevne, ne zavedamo. Hvala lepa. Hvala vam. Dragi gledalci, drage gledalke, vam pa seveda hvala za pozornost. Preživite lep večer. Nasvidenje.